Spoštovano občestvo, lep pozdrav. Dobrodošli v kraljestvu domišljije, podcastu Lutkovnega gledališča Ljubljana. Sonce zazeha in dan se konča. Urška Hlebec je igralka in lutkarica, ki svoj ustvarjalni univerzum gradi iz prisotnosti. To so kulaki. Dokler so ožemali in pili kri neosveščenega delavca, proletarca, so poznali samo bič in profit, zdaj pa se prilizujejo. V Lutkovnem gledališču Ljubljana je soustvarila vrsto izvedb, od intimnih miniaturk za najmlajše do na moč poetičnih, malone meditativnih odrskih svetov. Njena umetniška drža se odtiskuje v natančnost, tihoto, ob izraznosti jo zaznamuje poslušanje. Prav v izraziti pozornosti se izrisuje njen odrski podpis. Je ustvarjalka, ki gracilno odpira v svetove, in besede, ki ne razlagajo, temveč odmevajo. Prisrčno dobrodošli, Urška Hlebec. Kakšne lepe besede, hvala. Vilinček z Lune, vaša iniciacija v SNG drama, nemara odseva gledališko senzibilnost, ki ste jo tudi pozneje razvijali v lutkovnem prostoru, mila poetika, posluh za otroško imaginacijo in osrediščena odrska prisotnost. Lahko tu pričneva? Lahko. Namreč seveda, to je bila moja prva profesionalna predstava, ko še nisem diplomirala, se mi zdi, zdaj ne vem točno katerega leta, ampak v bistvu sem prvič sodelovala z res eminentnimi igralci na odru, predtem sem že na filmu, po prvem letniku. To je bil tak lep izlet v to, kar nisem še vedela, da me čaka, se pravi v neko pravljico. V Vilinčka z Lune, ki je z Lune padel na zemljo in se začel čuditi vsem tem stvarem, ki so tukaj na zemlji. Srečevajo od žabic do vsega živega in neživega sveta in prišel je zato, da popravi zemljo. In potem odšel, ko je bilo že vse lepo popravljeno. In to je bila prva predstava za otroke, ki je bila v bistvu narejena v drami, na kar sem iz drame šla po 4. letniku na Svobodo in, glej ga zlomka, prišla v Lutkovno gledališče, kjer sem ostala vse do danes. Tako torej, danes uresničujemo večstoletno borbo slovenskih kmetov. Uresničujemo sen hlapca Jerneja. Današnji gubci, Gregoriči, bodo dobili zemljo. Olga, tiha priča zgodovine, emotivni kontrapunkt očetu, je neizbrisen pečat filmske poetike, ki najsilnejše poudarke črpa pravzaprav iz malih družinskih gest. Oko kamere vas je že rano vzljubilo, nastopili ste v eni ključnih slovenskih filmskih tragikomedij poznega jugoslovanskega obdobja. Moj ata, socialistični kulak v režiji Matjaža Klopčiča, je umetnina brez primere, grenko humorna kronika človeka, ki ga zgodovina predstavlja kakor figuro po šahovnici. In vi kot Olga, na nekem mestu Volga, v trenutku vzrastete v simbol generacije, nad katero so se zamenjevali politični slovarji, lojalnosti, sistemi. In še vedno se. Ker je to remek delo. V bistvu se je pokazalo, bila je že zelo, zelo popularna predstava v drami pred filmom. Film je bil pa nekako odsev vsega tistega časa in prikaz vseh politik, kako vplivajo na navadnega človeka. Zato je ta tragikomedija toliko zarezala v spomin naroda in v bistvu postala že legendarna. Ker v bistvu je narod sprejel, ne takrat, ko smo posneli, pol skozi leta, počas se je to gledalo po domovih, sem pa tja po televiziji,
Ampak ti stavki, ki so bili tam povedani preko Partliša, ki smo mi, igralci, jih povedali, ti stavki so postali in bodo zavedno ostali. To zna vsak otrok na pamet. Ampak mi smo na zastavo oktobra napisali zemljo tistemu, ki jo obdeluje. Če boš zdaj odstopal, ata, pol boš indirektno podpiral kulake. Madonna Olga, saj da sploh ne poznam. Od koga le imaš to? Doma od miličnika, predsednika mladinskega aktiva. Gledala boš imela še kaj drugega od njega, ko se tak pridno učiš. Mama, mi smo samo tovariši. Zdaj ni čas za čustva, ampak za preobrazbo človeka v človeka. Ti bom dala človeka v človeka. Dajmo. Urška, vaša zgodnja kariera premore več elegantnih etap, med njimi je tudi ambiciozen projekt poznega jugoslovanskega filma, donator režiserja Veljka Bulajiča, ki je premiero doživel kar na Beneškem festivalu in se ponašal z mednarodno igralsko zasedbo, pa precej razkošno produkcijo, značilno za Bulajičeve filme. Vi ste vlogo odigrali v francoskem jeziku in bili že kmalu očitno prepoznani za igralko izjemne odrske filmske prezence. Moj spomin na ta film je v bistvu, začne se na oglasni deski na AGRFT-ju, kjer je bil razpis za glavno vlogo v Bulajičevem filmu in datum je bil tisti dan, ko sem jaz to opazila. Torej, ta isti dan. In sem rekla, se mogoče bi pa šlo in sem poklicala prijatelja oziroma srečala sva se, da če me slika, ker nisem imela nobenih slik. In me je sliko črno-belo in midva pošljeva do 12, so se še mokre slike v kuverto, kaj je že tam bil, Jadran film v Zagrebu. Tako da je bil štempelj ta isti dan, ne. Na kar dobim klic na akademijo, ker takrat ni bilo mobitelov, pa ne, so na akademijo klicali, da pa moram priti v Zagreb. In sem prišla v Zagreb na sestanek z Bulajičem in ko sem stopila skozi vrata, je Bulajič ostal iza mize, prišel nasprot mene in mi dal roko, sprejeta ste. Kako? Je rekel, veste kaj, te slike, ki ste pa poslala, ne, bom pa zdaj pred vami raztrgal in vrgel koš, tega pa nikoli več nikomor ne pošiljete. Ker sem si mislil, taka igralka, ko pošlje toliko slabe slike, mora imeti velik ego in je sigurno, jo bom sigurno izbral za vlogo. Tako to je bil moj prvi kontakt z Bulajičem takrat. Bil je pa kar izziv, ker jaz francosko nisem znala. In sem se morala na novo učiti, 2 meseca sem imela sem učiteljico in predvsem pa šansone. Ampak en stavek je pa mi ostal zavedno v spominu, ker smo ga tokrat ponavljali, da sem se ga, ne vem zakaj, od vseh stavkov zapomnila. Če želite, vam ga povem. Il ne me font plus rien de toi, ce que j'ai entendu ma Sophie. Je te laisse à ton rêve et je te souhaite que tu continues à rêver, mais sans moi. Želim ti, da dokončaš svoje sanje, ampak brez mene. To je bil stavek, ki se bi mogel kozarc razbiti, pa se ni. Ker se pravi, začne se kader, da vzamem kozarc in ga razbijem na tla in mu to seveda v večjem efektu, kar sem zdaj povem. Ne. Ampak ta kozarc nikoli ni hotel razbiti. Na kar so pol, ne vem, po 10 snemanjih, so rekli, kaj pa če bi vzel kakšen manj močen kozarc, pa so pa šele. Ampak evo, na podlagi tega sem si pa zapomnila ta stavek. Na ogrlici filmskih dejanj ne spregledamo operacije Cartier z Miranom Zupaničem, Morane Aleša Verbiča in Stanja Šuka, Andreja Košaka. Lahko bi postali in nemara morava, mene pa vendarle zanima, kako ste pregnetli svoje umetniško telo, da se je tako nepreklicno našlo v vesoljnem prostoru lutkovnega izraza. Nekoč ste omenili, da se je z lutkami odprlo polje svobode. V kakšnem smislu?
Ja, lepo, zanimivo vprašanje. Namreč jaz sem v teh 4-5 letih šolanja na GRFT vmes že posnela 4 filme, pa pol še 2, se mi zdi, ali pa 3. In jaz sem videla to način dela, razkošje, čudovite ljudi sem srečala, ampak moja želja osebna je pa bila imeti veliko družino. Se pravi, jaz sem že zelo zgodaj očetu rekla, še kot otrok, da bom igralka, ker sem bežala od tega, zato ker biti igralec je neke vrste biti toliko posvečen temu, da si kot menih, ne, zato ker enostavno je te umetnost pa lepota, ne da rataš sužen v najboljšem smislu besede. Torej je družina sekundarnega pomena, ampak moja želja za družino je bila res velika. In ker sem vse te filme, pa vse te zadeve že predelala, nikoli nisem imela pa tudi nobene želje po ne vem kakšnem uspehu takem, da bi bila čaščena, ampak nikoli nisem tega imela, k sreči ne. Sem potem, ko sem prišla v lutkovno gledališče in predvsem, ko sem videla te mojstre marionet, se pravi Petra Dogana, Bredo, Markota, Jerneja, ko sem videla to posvečenost pri njih, ne, s tem, da nikoli ne bom pozabila Petra pred vsako predstavo, ko se je uro prej postavil v kot in se predajal samo temu, kako bo vodil recimo ali Žogico Marogico ali Zvezdico Zaspanko. To je bil način življenja. In jaz sem tukaj, moja duša je tukaj našla svoj dom. Zato, ker se mi je zdelo to več, mnogo več od tega, kot da sem samo igralka. Ker tukaj je v bistvu te mojstri, pa da ne bi kdo mislil, da je to ni nič, veliki igralci so pač tudi mojstri, ne samo oživiti kos lesa, hkrati pa izbrisati sebe, se pravi svoj ego izničiti, ga ni, kos lesa dobi vse, kar si ti in s tem prideš do otroške publike, starejše publike. Ta transformacija mene, ko sem prej omenila, da sem pa toliko, da imam tak ego, da pošljem take grde slike, ne, to ni bilo to, seveda. Že takrat mislim, da sem že od začetka nikoli nisem imela problema s svojim lastnim egom. Ne. Tako da zato mi je bilo tukaj tudi tako domače v tem lutkovnem vzdušju in okolju. Svoboda, so pa rekli, tukaj sem se počutila svobodno. Fantkov dan je nežna lutkovna miniaturka o otrokovi potrebi po bližini, predstava, ki vsakodnevno ali pa vsakdanjo odsotnost bližnjih, predvsem staršev, prevede v fantazijski in čustveni jezik otroka. Vašo avtorsko uprizoritev je ovenčala nagrada za najboljšo žensko vlogo na festivalu Zlata paličica. Fantkov dan pa je, to že smemo reči, znanilec vašega ustvarjalnega pramena ali utrjevalec. Gre za intimno predstavo, osredotočeno na najmlajše, z občutkom za otroško psihologijo, nezmotljivim, prav res. Vrši se poetična igra med lutko, igralcem in domišljijo. Zakaj prav Fantkov dan? Fantkov dan je v bistvu avtobiografsko delo, moje prvo. V bistvu je pa neke vrste terapija. Ker v tem obdobju je bil moj sin star 5 let, med 3, se pravi še v vrtcu, se pravi vrtec ali pa prvi razred. In jaz sem se zavedala, glede na to, koliko sem si prej tudi povedala, da si želim veliko družino, ne, in sem se zavedala te odgovornosti, kaj pomeni imeti otroka, a hkrati imeti tudi čas zanj. Se pravi, jaz sem to predstavo napisala kot svojo lastno terapijo in razmišljanje v smer tega, koliko pomemben je odnos starša in otroka. In največja nagrada, ki sem jo jaz dobila, ne ta paličica, je bila, ko sem ne enkrat
po predstavi opazila očete, ki so obsedeli v dvorani in jokali. In se mi zahvalili za opomin na to, koliko je to pomembno. No, s tem mislim, pa tudi, če sem samo enemu odprla oči ali pa vrata v to smer razmišljanja, sem naredila vse. V Hišici za punčke za predstavo ste napisali scenarij in jo režirali, ste srečali lutkovno tradicijo, komedijo dell'arte in občutek za subtilno gledališko fantazijo. V odrski oživitvi se znajdeta tudi Harlekin in Kolombina, znamenita lika komedije dell'arte, ki pa sta hkrati tudi ključna lika vašega magistrskega dela. Ali ne? Ja, magisterij sem pa vpisala, ker v tem obdobju v lutkovnem gledališču nisem več imela takšnih predstav, namreč v prejšnjem obdobju sem šla iz predstave v predstavo in je bil nek zaključek ta predstava Fantkov dan s zavedanjem, da se moram bolj posvetiti otroku in seveda mi je šlo lutkovno nasproti in magisterij sem delala doma. Oziroma v šoli hodila sem tudi na predavanja. Eden od profesorjev je bil Mile Kurun, s katerim sva že prej pa tudi pol sodelovala. In komedija dell'arte pa zato, ker me dejansko, kar se tiče smeri gledališkega dela, je zanimala komedija. Bolj kot drama ali pa tragedija, se pravi. Moje srčno poslanstvo je bilo tukaj v gledališču in v komediji, ker zame je komedija matematika. Zato, ker enkrat sem sodelovala s pokojnim škofom Janezom, se pravi s tem, ki ni imel noge, ne. In jaz sem se od njega učila, ne, ker komedija je, sploh ne znam povedati, to je zame je višek komedija, ne, zato, ker on je recimo prišel na oder in se je publika začela smejati. In on je meni očigal, kakšne se moram postaviti pavze in kdaj. Se pravi, jaz sem se učila na pamet, kdaj moram pavze, on je pa sam prišel pa. In sem res recimo imela 20 predstav, preden sem uspela prave pavze med besedami postaviti. Na začetku sem še celo štela, ker te pavze, se pravi ta tišina med besedami, je tista, ki pripelje gledalca do tega, da sliši, da konzumira in se lahko nasmeje. Čista matematika in zato mi je bilo to tako zanimivo. Se pravi, komedija dell'arte, ja, iz čiste osnove, ki me je pa zanimalo tudi v smeri tega, ker v komediji dell'arte so nastopale ženske, ki predtem pa tudi potem v Evropi niso smele nastopati. Nastopale so pa zakaj? Ker so bili Italijani tako razposajeni pa veseli, ne, da so kdaj pa kdaj se tudi napili pa zaspali in potem, ker so te družine komedije dell'arte potovale po mestih, se je publika zbrala na trgu, tam je pa moški, ki bi mogel igrati, spal, ne, vas pijan ali pa recimo, ne. In kaj je ostalo drugega, kot da gre ženska, ki je bila drugače šivilja, kuharica, pač je spremljala to moško družbo igralcev, mogla iti na oder pa povedati prolog, ne, v zadnji so ga pa probali ali strezniti, tako da jaz sem zdaj povedala nekaj, lahko da je bilo kaj drugega, lahko da je bil sam zaspan. Ampak to je v bistvu bila prva emancipacija ženskih igralk in to zaradi tega, ker imajo Italijani to krade življenje. Lepo ste to povedali. Ja. Marioneta zmore biti gracilnejša od človeka, kaj ne? Tudi zato, ker ne premore ega, ker ne premore narcizma, kdo bi porekel, ker ne zmore zavesti o sebi,
o tem bi smeli razpravljati, vsekakor pa je njeno gibanje čisto. Po von Kleistu je človek že davno izgubil prvinsko lahkotnost prav vsled samorefleksije, medtem ko se marioneta uresničuje v odsotnosti notranje razklanosti. Urška Klebec, ali v marioneti prav res dihajo nedolžnost, popolna forma in naposled skorajda metafizična čistost gibanja? Marioneta iz mojega zornega kota osebnega je v bistvu kot inštrument. Se pravi kot neka violina, kot nek drag klavir, kot pač inštrument, ki čaka, da ga bo mojster ozvočil oziroma da ga bo spravil v to, da bo ljudem v veselje. Vsaka marioneta je v bistvu drugačna, vsaka ima, tako kot je vsak človek drugačen, in seveda je potrebno ogromno časa in dela, da lahko ta marioneta postane vse to, kar ste prej rekli. Brez človeka je to nemogoče. Je pa res, da preko lutk, predvsem marionet, ker če se jaz samo spomnim, kako so ti naši mojstri, kako je to lebde, kako se je usedla marioneta, kako so neke zakonitosti, ki moraš tako narediti, pa da se lepo usede, da pol da roko, da naredi to. To so vadili ure in ure, to je v bistvu že taka preciznost, da ne veš, a se marioneta lepše usede ali človek. To je v bistvu možno samo v tej predanosti in fokusu poklicu, ki se mu reče marionetni mojster. Ne more biti vsak. Ne, zanesljivo ne. Nekoč ste dejali, da je marionetna predstava za vas čista čarovnija in da si želite nekoč na oder lutkovnega gledališča postaviti kultno delo, tisto, ki veličastno vprašanja skrči na banalne slike in na to banalnosti domisli kozmične razsežnosti. Ali še danes menite, da je štoparski vodnik po galaksiji Douglasa Adamsa uprizorljiv zgolj na lutkovnem odru? Štoparski vodnik po galaksiji, pa vse pa naslednje Adamsove pripovedke, bi se lahko temu rekla, znanstveno-fantastične pripovedke, so meni prišle v roke po dokončanem študiju, ker nisem več mogla brati nobenih klasikov, in je bilo to neke vrste Biblije, zato ker je bilo tako lahkotno, hkrati tako zares, ne, ta dojemanje svoje lastne majhnosti in predvsem že sam začetek, da bojo pač brisali zemljo, ker delajo medgalaktično obvoznico, v bistvu ti odpira širino razmišljanja, pa vsega tega, zakaj sem se recimo tako učila, prej sem že posnela filme in zdaj sicer ne več toliko, nisem več toliko v tem, kakor sem bila v tem obdobju, ampak gledala sem film, ki me ni navdušil, ne? Zato ker recimo, ko bereš knjigo, imaš svojo lastno domišljijo in si ti sam predstavljaš, kako izgledajo vogoni, kako izgleda z dvemi glavami, kako izgleda vesolje, restauracija na koncu vesolja. In je v bistvu tvoja domišljija, sploh če delaš v lutkovnem gledališču, mnogo bolj bohotnejša kot domišljija teh ljudi, ki so recimo posneli ta film. Nič nimam proti, najbrž je to domet njihove domišljije. Ampak tukaj v lutkovnem gledališču sem naletela na sodelavca, ki je z ravno takšno entuziastično navdušenostjo prebiral tudi v svojem obdobju tega, in to je bil Rok Kunavan, in z njim sva delala kako bi bilo to, pa kako bi se krava prišla ponuditi, ja, v lutkovnem gledališču je to možno, bolj kot na radiju, bolj kot na televiziji, sploh pri nas, ki imamo take čudovite ljudi, ki delajo lutke, pa ki se mi zdi, da bi bilo kar zanimivo. Ja, še zmeri se mi zdi. Nekoč torej, da. Pod režijsko taktirko znamenitega Zlatka Bovreka ste nastopili v uradu živo burlesknem namišljenem bolniku. Aplavz je bil zedinjen, predstava, ki je učinkovito risala
karikature, človeški hip je bila dovršena umetnina. Molière v svoji zadnji drami, kar je pomenljivo, izriše pomembno poanto, da človek pogosto ne trpi toliko zaradi bolezni, kot zaradi potrebe, da bi svoje življenje absolutno nadziral. In tu se mi zastavi vprašanje, ali menite, da umetnica v nemajhnem obsegu nadzoruje svojo pot? Nenazadnje je umetniška pot ena tistih poti, na katerih človek hkrati intenzivno oblikuje in je morebiti še intenzivneje sam oblikovan. Ja. Pot, ne, predvsem pot. Si izbere tebe ali si ti izbereš pot. Do tega trenutka, se pravi do svojega 60. leta, do tega trenutka, ko tukaj sedim z vami, je pot izbirala mene in me hkrati tudi oblikovala. Na vsakem križpotju, kjer sem se znašla, sem poslušala srce in smer je bila tista, ki ne bi škodila nikomur. Se pravi, če se je na primer zgodil nek mobbing, že preden sem šla na GRFT, sem se odločila, da ne bom se zoperstavljala temu in se ne bom borila in ne bom igrala namišljene bolnice, psihične ali pa kaj takega, ampak bom šla drugo pot. In če ne bi bilo tega, jaz ne bi šla nikoli na to pot. In isto se je zgodilo v drami, pač nisem tudi, mi ni bilo do tega, da vsa močna igralka mlada čakam 5 let, da bi prišla do prve vloge. Mi ni bilo v redu, se pravi, nisem več ostala na tej poti, sem šla na svobodo. In tukaj v Lutkovnem ravno tako, v glavnem pot je bila tista, ki je mene izoblikovala, vse ste lepo povedali, hkrati pa jaz njo. Ampak če nisi tako senzibilen oziroma rahločuten, da slišiš in da ti za vsak korak, ki ga narediš, ostaneš sam s sabo v skladu, v harmoniji in da enostavno veš, ker si 100% prepričan, da je bil vsak korak pravilen. Pa veš, da si še vedno na pravi poti, tako kot jaz ta trenutek z vami zdaj, pa s vami. V zavestni zbranosti. Uprizoritev Zakaj in vprašaj je bila režijski krst Mileta Koruna v Lutkovnem gledališču Ljubljana. Z Božom Volkom sta bila, kot se je sam izrazil v intervjuju, na pol marioneti, na pol lutki in vendar živa igralca. Ta isti Božo Volk je dejal, da je ob Korunovi režiji doživel ustvarjalni erotizem in da je prav ta uprizoritev rešila njegovo gledališko življenje takrat in tam. Kako ste jo pa doživeli vi? To so precej monumentalne besede. Ja, to je res že malo daleč, ne, se pravi, to je bilo v obdobju, ko sem jaz res prišla, sem bila še čist tiškorček, ne. Ampak seveda, tako kot sem prej rekla, polna energije in ustvarjalnega zanosa. Najbrž sem to vse prenesla tudi na oder in sem prebrala kritiko glih zaradi tega vprašanja, ki je pisala, da je očitno Korun v tem procesu ustvarjanja užival tako, kot sva midva. Ja, to je bil en sam užitek. Še Janja je bila zraven, se pravi hčerka, Mojca Kreft je bila takrat, Božo pa jaz in to je bil ta proces, ki si ga vsak želi. To je bil proces sreče, veselja, zadovoljstva, ki ne more iz tega ratati nič, kar ne bilo vrhunsko. Pa še ta poetika od Daneta Zajca, kajte recimo tukaj se ne spomnim nobenega stavka na pamet, ker nismo, ampak vem, da je bilo pa močno in vem tudi na Borštniku, ko smo bili povabljeni, ampak nisem prepričana, če v tekmovalni program, zdi se mi, da v spremljevalni program in spomnim se momenta, stavkov besed se ne spomnim, ampak ko smo bili na takem kubusu, sem jaz stala na vrh tega kubusa in sem imela dvignjeno roko. Spomnim se občutka neskončnosti, ne znam, ker nisem ne prej, ne kasneje nikoli imela tega občutka kot v tistem trenutku na Borštnikovem srečanju, ko sem stala na vrh tega kubusa. Ja, spomnim se pa še, ko smo prišli nazaj, da je bilo to, sem mislim, hmalo po osamosvojitvi in da bi pol direktor, se pravi Ignacije Žunič,
toliko ponosen name, da mi je takoj zrihtal nov pasaport in sem imela številko 7, nekaj tacka, ali pa ne vem, tam niti 20, ne vem, če nisem, tako sem bila, ne vem, kaj bi rekla temu, tako sem se dobro počutila v svoji lastni koži. Ultimativna romantika. Ja, to, da je bila odrska izvedba Zakaj in vprašaj prva stvaritev lutkovnega gledališča uvrščena v program Borštnikovega srečanja, ni bila majhna reč. To je bil po svoje velik simbolni premik, glede na to, da je lutkovno gledališče po neumnem dolgo veljalo za manj osrednje od dramskega gledališča. Mislim, ja, jaz nikoli nisem tega tako videla, zame je bilo kvečem več. Zdaj ne vemo, če je to odvisno od pogleda igralca, od razmišljanja igralca. Zame je bilo to, jaz sem bila vedno ponosna in še zdaj sem ponosna, da lahko igram za otroke, predvsem zato, ker enostavno človek, ki dela v lutkovnem gledališču, nima pravice biti nečist pa neiskren. Torej, ko ti stopaš na oder, otrokom ne moreš lagati. Otroci te vidijo in če nisi to, kar moraš biti po neki osnovi, te ne bojo poslušali. In ko si ti čist, ko si ti pred njimi cel in čist in ko dobiš aplavz od njih na odprti sceni, ko otroci tebi zaploskajo brez kar nekje na sred predstave, to se mi je zgodilo ne 3-krat, to je pa, in sem se slišala govoriti, pa tako, kot da bi to njihovo ploskanje malih ročic iskrene energije, kot da bi pil iz čistega studenca, hkrati pa lebdel v zraku od vse te primarno, osnovno čiste energije. To je, mislim, da ni večje nagrade na svetu. Ne, je ni. Saj res. V času, ko je slovensko lutkovno gledališče raziskovalo izrazit avtorski izraz, poetično naracijo in mislilo odmik od didaktične otroške forme, je zaživela 100 tisoč noga. Močan, avtorski, tudi estetski projekt Borisa Novaka, Mileta Koruna, Silvana Omerzuja. Predstava je bila aktivna kar 7 sezon. Povejte več. Ja, 100 tisoč noga je bila pa v bistvu nadgradnja Zakaj in vprašaj, ker se je tisto tako dobro nekako nastavilo. Smo šli pa še v 100 tisoč nogo, ker smo pa res vsi bili spet veseli, da delamo, da lahko sodelujemo. Jerko Novak je tudi pisal glasbo za to. To je tisto, kar smo včasih rekli, biti družina. Se pravi, to je tista komedija dell'arte, s katero so potovali kot velika družina po Italiji, pa še kje drugje. To je tisto, kar mene zares zanima. Se pravi, da je že sam proces dela tako vznesen in tako iskren in tako zavedujoč se, da vsak, ki sodeluje, da vse, kar ima. Da ni tukaj nobenega, in jaz sem bila del tega in jaz sploh ne znam drugače delati. Če ni tako, se kar pol nekako da me ni, raj me ni v nobenem projektu, kakor da ne bi bilo na ta način. Vsak projekt je v bistvu izlet v neznano, z željo, da naša iskrenost pride do najmlajše publike in da ta publika to začuti, vzljubi in preko nas in naše lastne iskrenosti tudi v svojih malih življenjih najde nek predalček, kjer jih bo potem to, kar smo mi ustvarjali, spremljali skozi življenja, da jim bo lažje in lepše. Zdaj je pa že dovolj diskusij pri priči v Bogaj ali pa... Zmeraj je tako. Ubogasto noga. Življenje je strašno nadlo. Ja, nehaj že basati. Režiser Matija Milčinski vas je večkrat uzrl na obnebju svojih stvaritev. Zvezda in srce, Trdoglavček, veliki dobrodušni velikan, denimo.
Matjaž Loboda vas je povabil k projektom Predstavljajte si Pepelka, Ohti princese in Zvezdica Zaspanka. Glej, Zaspanka, tamle se že ziblje mati zemlja, prav kmalu bova tam. Joj, kako mi je hudo, bratec Repatec. Tako sama bom tam doli med tistimi ljudmi. Kaj bi tisto, bo že kako. Zvezdica Zaspanka, vemo, je ena osrednjih slovenskih lutkovnih ikon. Lobodova postavitev je klasiko nekoliko osvežila in jo približala sodobnemu gledalcu, a seveda ohranila poetično jedro zgodbe. Ansambelska energija znova, toplina, igrivost je le nekaj atributov te jedrne predstave Lutkovnega gledališča Ljubljana. Zvezdica Zaspanka, pa da je kar tukaj začeti, ker je to neskončno vesela, da jo je gospa Martina Mavrič Lazar spet uvrstila v program Lutkovnega gledališča. In njen izraz, to je naša srebrnina, to more biti, to je meni pobožal po duši. Ne. Zato, ker je to resnica. To so predstave, ki so delane s tako preciznostjo in predanostjo, to, o čemer sem prej govorila, in zahtevajo prav takšno preciznost in predanost še zdaj. Se pravi, ti vsi, ki bomo spet sodelovali pri temu projektu, se pravi januarja, se mi zdi, drugo leto se bo obnovilo to in spet bo Loboda to delal. To je treba ohraniti za vsako ceno, zato ker je to dokaz, da so pred nami živeli ljudje, predani, srčni in iskreni, ki so vedeli, kako močno in odgovorno je poslanstvo igrati, delati za otroke. V zlatem repertoarju Lutkovnega gledališča seveda prepoznamo Žogico Marogico, svojevrstno iniciacijsko predstavo za občinstvo. Žogica Marogica je nostalgična predstava, ki je podoben kot ta Lahko noč otroci. Ne? Sodelovati v taki predstavi, ki je toliko ljudi pred tabo že igrali in posojali glas in pač ustvarjali, in potem ti prevzameš to vlogo, je to bilo seveda hvaležnost do neba. Hkrati pa tudi to opazovanje teh mojstrov, marionetnih mojstrov, kako delujejo, kako in z njimi živeti, dihati na tistem malem prostoru v odru. Tekst morda res ni tako poetičen, kot je pri Zvezdici Zaspanki, in Jan Malik je napisal, ki ni bil Slovenc, ampak je tako tudi kot moj ata socialistični kulak. In Žogica in Zvezdica so prav prodrli v pore naroda, nostalgično, to je del naroda. Ne. Se pravi, zdaj že detki pa babice, vnuke pa že prav vnuke vozijo, se pravi, to je to. Mislim, to je to, kar ostane kot štempelj nekega prejšnjega časa, ki pa je še vedno ljub in drag. Lutkovne predstave po predlogah sijajne Svetlane Makarovič so neizbrisen gradnik literarne, gledališke, tudi etične imaginacije. Vemo, Svetlana Makarovič otroški literaturi vrača prvobitno ambivalentnost pravljice, vi ste nastopili v nizu ustvaritev Taca Muca, Veveriček, posebne sorte, Kuna Kunigunda, Vila Malina. Čisto lahko, da je doma in se je lepo tuhnila. A še predobro jo poznam, že tolikokrat kdaj poprej sem k njej prišla sama. Ja, prav vse so bile nekaj posebenega, mogoče je največ ponovitev doživela Taca Muca. S to predstavo smo bili tudi v Mehiki, mislim, da v Avstraliji, takrat sem jaz bila noseča, kako nisem mogla iti, pa je šla ravno Martina, nama s mene takrat. V glavnem, ta Taca Muca, Barbara Stupica se mi zdi, je delala lutke. Ja, njene predstave, se pravi predstave gospe Svetlane Makarovič, so
Močne so zato, ker ona vztrajno trdi, kako ne mara otrok, ne, to so njene besede. Ampak mojega sina je imela še kako zelo rada. Ne. Se pravi, ko smo mi prišli k njej na obisk v Žabjo vas, je ona z zastavicami označila, kje so 4 peresne detelce, da bi jih moj sin lahko našel. No, zdaj mi pa en reče, da ona ne mara otrok, pa mislim, tako da ja, jaz sem z njo zelo rada sodelovala, res mi je bilo v čast, tudi njeno, se mi zdi, 60 ali pa 70-letnico smo praznovali tukaj v gledališču, kjer sem jaz zrežirala iz raznih predstav, ne vem, enkrat je celo Ivan Godnič igral njo, tako da delati njene predstave, pa ne si kdorkoli misli, kar si hoče, ona je predana in temu, kar piše, in temu, kar poje, in temu, kar verjame. In vsak, ki je predan na ta način, kot je ona, je za mene v bistvu velik človek. Ja, apostol duše, velik človek. Poetična predstava Medved in mali v režiji Ivane Čilas je skorajda organsko speta z vašim ustvarjalnim značajem. Odrska izvedba je edinstvena po svojem ritmu, pretanjeni animaciji, atmosferi in seveda po zaupanju, da je otrok pristno sposoben kontemplacije, subtilnega čustvovanja, počasnega gledanja. Ja, stvari se dogajajo spontano, tudi ritem vašega spraševanja na nek način pride name in so zaradi tega vašega ritma tudi moji odgovori počasnejši oziroma bolj premišljeni, bi se temu lahko rekli. Počasno gledanje je pa zelo podobno temu, ker v bistvu kako opredeliti počasno gledanje. Tukaj pri Medved in mali, pri predstavi Medved in mali se mi dejansko zopet ponovilo to veselje do ustvarjanja z Majo pa z Icijem in hkrati z Ivano pa njenim možem, glasbenikom, pa še nekdo drug je bil tukaj, Blaž, se mi zdi. Se pravi, mi smo tudi proces te predstave, na začetku ni bil čist, ko nismo točno vedeli, kako pa kaj, ampak ko smo mi svoje želje, svoje usmeritve, svoje fokuse, da je to dejansko predstava počasno gledanje, tam je všeč, ki jo bojo spremljali najmlajši, ko smo mi to prelili, naša zavedanja drug z drugim, se pravi moje z Majinim, vse to, ki je to ratala neka taka zmes, želja, da bi res naredili nekaj lepega in to potem se samo po sebi postavilo točno tako, kot je zdaj. In to je bil spet en takih procesov, ker ne samo, da si ga želim, jaz ga prav toplo priporočam čisto vsakmu, ki se ukvarja s tem, da bi doživel. To namreč, jaz sem vidite, kolikrat doživela do zdaj to. Je pa res, da pa, če mi kaj ne všeč, povem in mogoče me zaradi tega kakšen ne mara ali pa celo neprijetno v moji družbi. Sem kaj? Mene so učili, vedno je boljš prva zamera kot zadnja. Zakaj ne bi jaz povedala glede tudi na svoje izkušnje, pa vse, kar imam, tega, kar mislim. Seveda pa izjemno pomembno, na kakšen način to poveš, ne. Počasno gledanje in poslušanje. To si bom zapomnila. Počasno gledanje. Luna,
se vrača. Polna luna Nebojše Poptasiča je pomenljiva kot vizualno, ritualna, lutkovna predstava, ki lutko razume manj kot ilustracijo zgodbe in bolj kot pričevalko o notranjem življenju. Kako je bilo lebdeti na oseh sanskega muzikala, režiserja in koreografa Sebastiana Stariča? Nebojša Poptasič je napisal čudovite pesmi, se pravi osnovo za to predstavo, ki se mi zdi celo malo, da so bile rahlo politično oziroma obarvane na način nekega upora proti sistemu, ampak to je samo moj osebni vidik, ne. S Sebastianom pa se poznava že dalj časa. On je čudovit koreograf pa plesalec, predvsem plesalec. In je tudi na nek način tako živ v sebi, ne? In tudi, tako kot jaz, ne zna, da ne bi povedal to, kar misli, kar čuti. Impulzivanje, mogoče celo bolj kot jaz. In stvar je v tem, da smo mi kot igralci, ki nismo pesniki, pa nismo plesalci, morali, se pravi, jaz to zdaj zase govorim, kar se tiče tega, kaj želi Sebastian kot koreograf, plesalc povedati, se jaz kot igralka prilagoditi njegovemu načinu razmišljanja in ponujati stvari, za katere je potem ali je bil zadovoljen ali pa ni. Seveda smo se iskali na začetku, ker biti režiser je nekaj, biti koreograf je nekaj drugega, biti igralec je nekaj drugega, biti plesalec spet nekaj drugega, ne, se pravi, ali pa pisatelj ali pa pesnik. Torej tukaj smo se morali uskladiti, recimo eni kolegi so bolj plesno navdušeni, tudi več zmorejo kot drugi, ampak se mi zdi pa, da smo ujeli to neko noto časa. V tem času se je rodil tudi prvi vnuk Sebastianu Stariču. Se pravi, vse, kar se dogaja, karkoli počnemo, vpliva na vse. Če se ne bi ta njegov vnuk rojeval, ne bi bilo tega prizora, ker ta prizor smo naredili po pogovorih, ne vem, neskončnih, kaj bi bilo, če ne bi bilo, če bi bilo, ampak se na koncu recimo to obdržalo, glede tudi na zunanje okoliščine, ne, in torej vsaka ogledalo časa. Ja, čudovito je bilo sodelovati z njim. Pa smo spet pri vsepovezanosti. Urška Hlebec, ste izvrstna interpretka. Na nacionalnem radiju že dolga leta soustvarjate zvočne svetove, nokturne, radijske drame, interpretirate poezijo. Vaši interpretaciji sta lastni ob ostalih žlahtnostih posebna mehkoba in notranja zbranost, kot bi poslušalca vabili bliže tišini besed. Kaj je za vas v interpretaciji največja, najgloblja skrivnost? Kaj bi dejali? Radio, se pravi zvok, osnova vsega. Jaz nikoli pred nobeno premiero, pred nobenim filmom, pred nobeno predstavo nisem imela take treme, kot kadar sem šla na radio. Ker je glas, vibracija in frekvenca, in ti ne moreš skriti ničesar, kar dejansko tvoj glas v določenem trenutku daje, se pravi vibracije, frekvence. In spet je tukaj pomembno, na kakšen način podajaš svoj glas in kako si pripravljen. Jaz se nikoli nisem pripravljala na nič bolj kot na ta nokturno, predvsem najraje sem lahko noč otroci ali dober večer otroci, zato ker sem poslušala še, ko sem bila majhna. In to je bila zame taka čast, taka velika čast govoriti o otrokom, brez da bi me videli, ker če si ti na televiziji in gledaš obraz, v bistvu s tem malo zakriješ možnost, da nekaj recimo ne bi bilo, ko pa si na radiju, ne moreš zakriti nič. To pa je direktno ogledalo duše in stanja duhovnega, psihofizičnega, ki ga človek nosi v sebi. Ja, hvala, Urška. Ja, ni za kaj. Hvala, srčna hvala. In prisrčna hvala tudi vam. V kraljestvu domišljije smo bili
z Urško Klebec. Bodite nezaslišano lepo. Srečno.